Zgodovina je lahko zapletena, polna vojn, letnic in jeznih diktatorjev. Ampak lahko je pa tudi precej zabavna. In v knjigi Atlas zgodovine je na tak način predstavljenih kar 15 različnih kultur, 15 pogledov na svet in 15 narodov. Knjigo Čaga de Moraješa sta prebirala Rok in David. Atlas zgodovine je, kot se za vsako zgodovinsko knjigo spodobi, urejen kronološko. V njej najprej spoznamo Mezopotamce, za njim pa stare Egipčane. Ti so bili za svoje čase izredno napredni in obvladali kar nekaj veščin. David, katere pa so bile tiste veščine, po katerih so Egipčani sloveli daleč naokoli? Ja, živijo Rok, to je bilo po mojem kar grajenje piramid. Seveda pa so znali dobro tudi izklesati kamne in jih potem na posekanih lodih pripeljati do piramide in na njih. Pri tem delu mi je bilo zelo všeč, kako so tudi do 15 ton težke bloke spravili na piramide. Zanimivo je bilo, kako so v piramide skrili faraonovo mumijo, ki pa so jo roparji ponavadi takoj po faraonovi smrti našli in oropali. Zanimivo. No, predstavljeno je pa tudi kar nekaj neustrašnih osvajalcev. Eden izmed najuspešnejših je bil Džingis Kan, mongolski voditelj, ki je v začetku 13. stoletja osvojil več kot četrtino sveta. Kakšen se ti je pa zdel on in kakšna je bila mongolska vojska? Ja, Džingis Kan mi je bil res neustrašen in nevaren. Džingis Kan je celo svoje življenje pregalopiral na konju. Mongoli so za svoje orožje uporabljali meče, loke, sulice in puščice. Ščitili pa so jih oklepi. Čago de Moraes, avtor te čudovite zgodovinske slikanice, skozi besede in ilustracije rad pripoveduje vse sorte zgodb. Sam pravi, da je vsako izmed njih mogoče povedati na 1000 različnih načinov. Hello, Čago. In the book you just love to draw guys with big beards. Was your figure maybe inspiration for any of book heroes? That's a brilliant question. That's not the first time somebody has said that. It just happens to be that a long time ago, a lot of people happened to have beards, and some of them had dark hair. So if you look at Mesopotamia, a lot of Mesopotamian bas-reliefs and sculptures show guys with curly beards and whatnot. So I guess I'm lucky that I didn't have to kind of try too hard to figure out how to draw those guys. I could just look in the mirror and give it a go. But no, they're not based on me. No, David, kateri lik je bil pa tebi najbolj všeč in je imel morda tudi on brado? Tu mi je bila kar psička Lajka, ki je bilo prvo živo bitje v vesolju. Kot veliko drugih živali je tudi Lajka v vesolju poginila, ker njena raketa ni imela kapsule za vrnitev na Zemljo. Žal pa ona ni imela brade, ampak male, meni simpatične brčice. No, brčice pa se meni zdi bi dobro pristajale tudi Jušu, z njimi bi izgledal še bolj navihan. Kaj praviš, Juš? Ja, še posebej, če bi imel tako navihano zavihane, kot jih ima recimo ribič Pepe. Ampak gremo kraje vprašanju za naše tekmovalce. Iz Atlasa zgodovine se lahko naučimo marsikaj o različnih ljudstvih in pomembnejših. Kaj od spodnjega zagotovo drži glede na prispevek? A. Mongolci so bili vešči borbe z mnogimi orožji. B. Džingis Kan je bil prepoznaven po konjih. C. Egipčani so prvi uporabljali organiziran rečni prevoz. Ali D. Mezopotamci so bili najnaprednejše ljudstvo svojega časa. 15 sekund imate. Vijolični ste odgovorili B, torej mislite, da je Džingis Kan bil prepoznaven po konjih, rumeni vi pa, da so Mongolci bili vešči borbe z mnogimi orožji. Ja, izvedeli smo, da so Mongolci kot orožje uporabljali meče, loke, sulice in puščice, torej je pravilen odgovor A.